V današnjem videoklicu govorimo o dveh pomembnih naravovarstvenih operacijah v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, HAB posebni traviščni habitati in MET traviščni habitati metuljev. Obe operaciji sta del intervencije IRP 18.03 Kmetijsko-okoljska podnebna plačila, biotska raznovrstnost in krajina. Povezani sta s ciljem strateškega načrta, da se ohranjajo biotska raznovrstnost, travniški habitati, metulji, opraševalci in značilna kulturna krajina. V klicu bomo preverili, kaj to pomeni za kmeta v praksi, predvsem pri času košnje, gnojenju in ohranjanju travnikov v rabi. Pozdravljeni, Anja tukaj. Pozdravljena, Anja, lepo te je spet slišati. Danes vas kličem zaradi travnikov. Če ima kmet travnik, ki je vključen v operacijo HAB ali MET, kaj to pravzaprav pomeni zanj v praksi? In pa kaj mora pri gospodarjenju narediti drugače? Ja, torej tukaj gre predvsem za dva ukrepa, s katerima želimo ohraniti travnike, ki imajo posebno naravovarstveno vrednost. Kmet pri tem še vedno kmetuje, vendar je pa način rabe nekoliko prilagojen. Namen ukrepov torej ni opuščanje kmetovanja, temveč je pomembno ohranjanje travnikov v uporabi na način, ki omogoča preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst. Travniki ostajajo v rabi, vendar pa je treba upoštevati tudi neka določena pravila, predvsem glede časa košnje, gnojenja in pa drugih kmetijskih opravil. Pa morda začniva pri HAB. Kaj v praksi pomeni, da je travnik prepoznan kot poseben traviščni habitat? Operacija Habitati je namenjena ohranjanju posebnih traviščnih habitatov in vrstno bogatih travnikov na območju Nature 2000. Tukaj gre predvsem za travnike, ki so skozi desetletja nastajali z ekstenzivnim gospodarjenjem in so torej danes življenjski prostor številnim rastlinam, opraševalcem, pticam in pa drugim organizmom. Takšni travniki so zelo dragoceni, ker vsebujejo veliko število različnih vrst, ki jih na intenzivnih travnikih pogosto več ne najdemo. Zato je torej zelo pomembno, da jih ohranjamo z ustrezno rabo tudi v prihodnje. Cilj torej ni prepoved kmetovanja, ampak ohranitev teh travnikov v dobrem ohranitvenem stanju. Zakaj pa pri takem travniku ni vseeno, kdaj ga pokosimo? Ja, čas košnje je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri ohranjanju teh travnikov. Pri operaciji Habitati na območju Goričkega košnja in paša nista dovoljena pred 30. majem, saj rastline namreč potrebujejo dovolj časa za cvetenje, za semenenje, tudi številne živalske vrste za svoj razvoj in pa tudi za razmnoževanje. Zato torej, če travnik pokosimo prezgodaj, se zmanjšuje torej število rastlinskih vrst in sčasoma izgubljamo tudi njihovo naravno pestrost. Namen ukrepa torej tako ni prepoved košnje, ampak pravilno načrtovana košnja ob ustreznem času, saj na tak način torej omogočimo, da se travnik obnavlja naravno in pa da ostaja življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Kaj pa glede gnojenja, zakaj so pri teh travnikih omejitve tudi na tem področju? Ja, torej prekomerno gnojenje povzroča, da začnejo prevladovati hitro rastoče in tudi bolj konkurenčne rastlinske vrste, zaradi česar številne značilne travniške rastline izginejo. Pri operaciji Habitati mineralna gnojila torej so strogo prepovedana, niso dovoljena, organska gnojila so dovoljena, vendar pa na največ 40 kilogramov dušika na hektar letno. Prav tako mulčenje ni nikakor dovoljeno, obvezno je spravilo travinja, prav tako košnja. Pri stopnji 2 pa mora biti na grku, ki je večji od 30 arov, se mora pustiti nepokošen pas v širini 5 metrov, saj torej tak nepokošen pas služi, da se žuželke, da se lahko skrijejo. Pogosto pa slišim še za operacijo MET. Zakaj pa imajo metulji svoj poseben ukrep? Ja, operacija metulji je namenjena varovanju dveh zelo ogroženih vrst metuljev.
strašničnega mravljiščarja in pa temnega mravljiščarja. Obe vrsti sta zelo tesno povezani z določenimi travniškimi habitati in pa posebnimi rastlinami, zato sta zelo občutljivi na kakršnokoli spremembo v načinu gospodarjenja. Prisotnost teh metuljev je pokazatelj dobro ohranjenega travnika, zato z varovanjem njunih habitatov ohranjamo tudi številne druge rastlinske in pa živalske vrste. Ko ohranjamo primerne pogoje za metulje, pa hkrati tudi ohranjamo celoten travniški ekosistem. Kako pa lahko kmet s košnjo pomaga metuljem, ne da bi travnik opustil? Ja, torej pri operaciji metulji je ključnega pomena čas košnje. Košnja namreč ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom, saj je to obdobje najbolj pomembno za razvoj obeh vrst metuljev. Če bi travnik pokosili v tem času, bi lahko prekinili njihov razvojni krog in zmanjšali tudi njihovo populacijo. Poleg tega pa pri metuljih ni dovoljena paša, gnojenje in pa mulčenje. Obvezno je spravilo travinja, trava pa se mora pospraviti v obliki mrve. Siliranje in baliranje v folijo prav tako ni dovoljeno. Pri stopnji 2 še mora biti na grgu, ki je večji od 30 arov, vedno prisoten tudi nepokošen del travnika, ki mora biti širok najmanj 5 metrov, saj ta del predstavlja pomembno zatočišče za metulje, čebele in pa druge opraševalce in pa pomaga ohranjati potem njihovo populacijo tudi po opravljeni košnji. Zakaj pa strateški načrt SKP 2023-2027 takšno rabo travnikov sploh podpira? In kaj je javna korist tega, da kmet pri hab in pa med upošteva prilagojeno košnjo in pa omejeno gnojenje? Ja, s temi ukrepi torej ne ohranjamo le posameznega travnika, ampak celoten življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Taki travniki niso pomembni le za čebele, metulje in pa druge opraševalce, temveč tudi za druge organizme, ki so od njih odvisni. Hkrati pa prispevajo tudi k ohranjanju značilne kulturne krajine in biotske raznovrstnosti slovenskega podeželja. Strateški načrt SKP prepoznava pomembno vlogo kmetov pri varovanju narave, zato jih tudi finančno podpira. Letno plačilo za habitate 1 znaša 312 evrov na hektar, za habitate 2 362 evrov na hektar, za metulje 1 394 evrov na hektar in pa za metulje 2 422 evrov na hektar. Kmetje torej tako niso le pridelovalci hrane, temveč tudi ključni skrbniki krajine in naravne dediščine, saj s svojim gospodarjenjem pomembno prispevajo k ohranjanju travnikov in njihove izjemne naravne vrednosti. Torej je glavno sporočilo, da pri hab in med ne gre za to, da se travnik pusti pri miru, ampak da ostane v rabi. Samo na način, ki omogoča preživetje rastlin, metuljev in drugih opraševalcev. Tako je, namen teh ukrepov ni opuščanje kmetovanja, ampak prilagojeno gospodarjenje. Travnik mora ostati v uporabi, vendar pa na način, ki ohranja njegovo vrstno pestrost, habitatne tipe in pa življenjski prostor številnih vrst. S pravilnim časom košnje, omejenim gnojenjem in pa drugimi ukrepi lahko uspešno vzdržujemo kmetijsko dejavnost in pa tudi ohranjamo naravo. Aha, zdaj razumem. Torej gre za usklajevanje kmetovanja in ohranjanja narave. Tako je. Torej prav to je bistvo teh ukrepov. Če imajo pa kmetje glede operacij, habitatov ali metuljev ali kakršnihkoli drugih ukrepov strateškega načrta SKP dodatna vprašanja, naj se brez zadržkov obrnejo na kmetijsko svetovalno službo. Z veseljem pomagamo pri razlagi pogojev, zahtev in pa pravilnem izvajanju ukrepov na njihovih kmetijah. Najlepša hvala za pojasnilo. Z veseljem. Lep dan ti želim. Enako. Nasvidenje. Nasvidenje.